Lahko rečemo, da so Nemci šokirani. V notranjem ministrstvu dežele Severno Porenje-Vestfalija, v kateri leži tudi velemesto Köln, so danes imenovali 19 osumljencev povezanih s silvestrskimi spolnimi in roparskimi napadi na stotine žensk in nobeden od njih ni nemški državljan. 11 jih je iskalcev azila iz arabskih držav, eden celo mladoletni. Predvidevati je mogoče, da podobni opisi veljajo za večino od več kot 1000 storilcev z kölnske železniške postaje, pa tudi iz Hamburga, Stuttgarta in številnih drugih nemških mest. Že včeraj so objavili tudi več kot 500 prijav, polovica od njih spolnih napadov, saj so žrtve poročale o potiskanju prstov njihove telesne odprtine in celo o nekaj posilstvih, tako rekoč pred očmi nemočnih prijateljev in celo policistov. Nemci, ki so res gostoljubno sprejemali največji begunski val po drugi svetovni vojni, tega niso pričakovali. Nemčija je bila pravzaprav razdeljena že prej in medtem, ko so eni begunce pozdravljali, so jih drugi, še posebej na vzhodu države, pričakali s požiganjem zatočišč in drugimi sovražnimi dejanji. Prej pa je to morda počel le majhen del prebivalstva, silvestrski dogodki, pa zdaj razburjajo tudi številne druge, ter še krepijo protitujska gibanja, ki so bila prej bolj ali manj omejena na saški Dresden. Konec tedna so morali tudi v zahodnem Kölnu z vodnimi topovi razgnati tako imenovane domoljubne Evropejce proti islamizaciji Zahoda, bolj znane s kratico Pegida. V ponedeljek zvečer so takšne pohode organizirali tudi v Potsdamu in Leipzigu. Povsod so jih pričakali ogorčeni protidemonstranti in policija je le s težavo obvladala položaj. Težave z begunci torej zdaj prinašajo še globlje delitve nemške družbe in to prav v času, ko je negotovost zaradi milijona in več prišlekov ter še mnogih na poti že tako velika. Bati se je, da se bo to samo še zaostrovalo. Nemčija, ki je doslej veljala za steber evropske in evrske stabilnosti, postaja nestabilna, z njo pa tudi vsa celina. Nekateri mediji so se res posipali s pepelom, ker niso takoj poročali o silvestrskih dogodkih. Kot rečeno, je velik del Nemčije begunce želel sprejeti gostoljubno in jim tudi marsikaj odpustiti. A je tudi vodstvo kölnske policije nekaj dni prikrivalo dejansko stanje. Takšna pretirana politična korektnost pa se je spet izkazala za nespametno in se bo še bolj, če bodo z njo nadaljevali. Pometanje pod preprogo krize samo še zaostri in daje še več streliva dejanskim ksenofobom in rasistom, še posebej, ker v obdobju družbenih omrežij dogodkov res ni mogoče dolgo prikrivati. Šef kölnske policije je že moral oditi, marsikaj pa morajo še razložiti tudi v deželnem notranjem ministrstvu in vsej vladi Severnega Porenja-Vestfalije, saj so mnogi že prej opozarjali pred celimi predeli mest pod nadzorom arabskih band. Nekateri med njimi so že prej opozarjali na morebitne težave z novimi prišleki iz patriarhalnih in avtokratskih držav in družb. Še posebej glasno so opozarjale ženske in tisti, ki so od blizu opazovali težavno integracijo tako imenovanega gastarbeiterskega vala. Italijani, Španci ali Jugoslovani pa so se relativno hitro vživeli v nemško družbo, pri Turkih pa je trajalo več generacij in prav zdaj, ko je težav nekaj manj, problematični migranti mlečejo slabo luč tudi na druge državljane islamske vere. Še vedno je upati, da bosta nemška politika in družba zaradi lekcij iz prejšnjih preseljevanj popravili položaj in da bodo Nemci še naprej radi pomagali ljudem, ki so pomoči potrebni. Po drugi strani pa je zdaj jasno, izzivi so velikanski, časa pa ni več veliko. To je zelo težko napovedovati, saj vsa ozadja še niti približno niso jasna, nemških dogodkov pa tudi ne moremo opazovati neodvisno od drugih v Evropi in njeni soseščini.
Da je država zelo ranljiva, pa zdaj priznava tudi krščansko-demokratska kanclerka Angela Merkel. Čeprav hoče ostati človekoljubna in še vedno noče imenovati zgornjih meja za begunce, je sinoči v Mainzu ponovno poudarila prizadevanja za pomembno zmanjšanje njihovega števila. Mnogi seveda prav njo krivijo za gigantski naval beguncev, potem ko je v začetku septembra odprla meje zanje, in bavarski voditelji, pa čeprav iz sestrske krščansko-socialne unije CSU, razmišljajo celo o tožbi zvezne vlade na ustavnem sodišču. Iz opozicije in tujine je slišati tudi zahteve po kanclerkinem odstopu in po kölnski silvestrski noči lahko spet enkrat rečemo, da nič ne bo tako, kot je bilo. Slovenci bi se morali zavedati, da je nemška kanclerka s svojim odprtjem meje do neke mere pomagala tudi nam. Lahko je biti velikodušen, ko tako rekoč noben begunec ne želi ostati pri nas ali jih lahko sprejmemo le toliko, kolikor jih lahko dobro oskrbimo. Težje si je predstavljati sprejem 10-100 tisoč prišlekov, od katerih bi se vsaj nekateri najbrž tudi pri nas obnašali tako kot v Kölnu. Ne smemo pozabiti niti na nevarnost terorizma, saj je nesojeni atentator na pariške policiste, ki so ga ustrelili na prvo obletnico lanskih morilskih napadov, nekaj mesecev prebival v nemškem zatočišču za azilante in tam celo jasno kazal svojo privrženost islamski državi. Zaradi teh nevarnosti bi si morali zdaj vsi prizadevati za iskanje evropskih rešitev. Nemški minister za razvoj namreč ocenjuje, da si Evropo danes želi najmanj 10 milijonov prebivalcev Bližnjega vzhoda in Afrike, v prihodnjih letih in desetletjih pa morda še veliko več. Sam predlaga nekakšen Marshallov načrt za Sirijo in Irak, nekaj takšnega pa bi najbrž potrebovale tudi druge države na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kjer se za nameček križajo še številni nasprotujoči se interesi pogosto sovražnih držav in velikih sil. Današnji teroristični napad na Carigrad je, kot poročajo, zahteval tudi 9 nemških življenj, kar tudi kaže, kako velike so nevarnosti za vse. Konec koncev, tudi Zahodni Balkan še ni docela stabilen. Zato je pričakovati, da se bo predsednik slovenske vlade z nemško kanclerko pogovarjal tudi o takšnih vprašanjih, še posebej pa o zavarovanju evropskih in šengenskih meja. Miro Cerar sicer skupaj z vrsto drugih evropskih državnikov prihaja na vrh gospodarstvenikov v organizaciji časopisa Die Welt in založbe Axel Springer.